tako še vedno ne razumejo, da mogoče meso ni najboljša odločitev. To se še vedno vsak dan sprašujem, ampak moje ime je Maša Pevc, stara sem 31 let, sem iz Pirana, ukvarjam se s peko domače veganske granole in učenjem joge za otroke. Veganka sem od leta 2017. Vegetarijanka sem postala pri 14 letih in sicer so v šoli predvajali en film, ki je prikazoval, kako pač ubijajo živali, da jih mi dobimo na krožnik. In ta film je bil nekaj najbolj groznega, kar sem kadarkoli videla, pač ker predtem nikoli nisem razmišljala, kaj se dogaja z živalmi, da jih jaz lahko jem. In pač to me je tako šokiralo, da sem se odločila, da mesa ne bom več jedla. Spomnim se, da sem šla domov in rekla: "Mama, jaz ne bom več jedla mesa." In je bila pač malo šokirana in rekla: "Ja, bomo videli, koliko časa bo trajalo." In potem me je tako vsake toliko še vedno vprašala: "Kaj boš danes jedla meso?" Ne, kaj pa danes? Ne. Tako da že 17 let ne jem mesa. In potem, ko sem bila pač malo starejša, sem začela razmišljati o smeri veganstva. Vedno se mi je to zdelo pač, da bi bilo ful dobro, da bi bila veganka, ker v bistvu še vedno podpiram mlečno industrijo. Podpiram, da pač, da imajo piščance pač v kletkah in valijo jajca, da jih lahko jaz jem. Ja, in sem počasi nehala piti mleko, jajc nisem več jedla. Še vedno sem jedla pač mlečne stvari, predvsem sladkarije. Sir sem začela kupovati na kmetiji, ker sem vedela, da so pač krave zunaj spuščene, da jih v bistvu ne močijo. In sem nekako to sprejemala, kot da je v redu. In potem sem v bistvu v Kanadi ugotovila, da je v bistvu veganstvo ni tako težko, kot sem mislila. Ker sem si vedno predstavljala, da jaz ne morem biti vegan, da kaj bom jedla, da itak sem vedno imela take službe, da si nisem mogla nekaj kuhati. Tako da pač je bilo vedno to, jaz ne morem biti. In v Kanadi pa je bilo vse tako preprosto. Pač v trgovini so imeli ful ponudbe, vsaka restauracija je imela neko ponudbo vegansko, tudi tam drugače sprejemajo to. Pač, če sem rekla, da sem veganka, ni bilo to nič čudnega, je bilo čisto normalno. Pač ful so me spodbujali in pač potem sem v bistvu, zdaj sem 1 leto veganka. Eno leto sem bivala v Vancouveru, v Kanadi, in tam sem ugotovila, da je v bistvu veganstvo zelo razširjeno, tudi med tistimi, ki ne jejo, mislim, tudi med tistimi, ki jejo meso. Še vedno grejo na večerjo v vegansko restauracijo, še vedno grejo na kavo z rastlinskim mlekom, tudi če imajo na izbiro meso ali ne meso, bojo včasih izbrali nekaj brez mesa. V trgovini imajo zelo veliko izbire. Ko sem prišla nazaj v Slovenijo, me je malo skrbelo, kakšna bo ponudba tle, zato ker že par let potujem in preden sem šla iz Slovenije, je bila ponudba obupna, tudi za vegetarijance. Pač predvsem na obali, če sem šla v nje, sem ponavadi jedla pečeno zelenjavo in krompir, kaj drugega ni bilo na izbiro. Zdaj se mi zdi, da je ponudba vedno boljša. Tudi tako v trgovini se da dobiti nadomestke sira, da se dobiti veganski sladoled, mleka je vedno več, tako da mislim, da gre veganstvo na boljše. Za veganstvo me je v bistvu inspirirala moja sestra. Ona je že par let predtem bila vegetarijanka in potem, ko je prišla v Vancouver, smo nekaj časa skupaj živele. In je pač ona prešla na vegansko dieto in sem pol v bistvu z njo sva skupaj nekako izločili sir in jajca in zagotovila, da to ni tako težko, tako da sva potem nekako skupaj nadaljevali z veganstvom. V bistvu mesa nisem nikoli pogrešala, ker tega nisem več videla kot hrano, ampak kot žival. Mrtvo žival na mojem krožniku, tako da to nisem pač, mislim, da nikoli tega ne bom pogrešala.
Pač jajca nisem nikoli bila nek fan, tako da sem imela v bistvu bolj stvari, ki so vsebovale jajca. Mleko sem pa tudi že dolgo nazaj nehala piti. Pač mogoče najtežje je bilo pustiti sladkarije, ampak itak je boljše, če jem manj tega in tudi je toliko nadomestkov, da tega res ne rabim. Tako da ne, se mi ni zdelo pač težko. Mislila sem, da je nemogoče, da kaj bom pa jedla, v bistvu pa je toliko stvari za jesti, da res ni težava. Ko sem živela v Kanadi, je bil moj najljubši zajtrk granola. To so v bistvu popečeni ovseni kosmiči z različnimi oreščki in semeni. So popečeni v pečici, sladkani z agavinim sirupom. V Kanadi je zelo veliko veganske izbire. Potem sem prišla sem v Slovenijo in sem pač hotela nekaj podobnega jesti in tega nikjer nisem našla. Tudi če je bilo vegansko, je bilo pač dodano veliko sladkorja. In zato sem v bistvu začela doma peči svoj zajtrk, svojo granolo, tako da sem pač vegansko, brez meda, brez sladkorja, brez konzervansov, pač brez jajc, brez mleka. In v bistvu je bilo zelo dobro. Potem sem tudi sestri in kolegom pač začela dajati kot darila in za probati in so bili vsi navdušeni. In potem sem se odločila, da mogoče pač lahko to razširim in začnem prodajati tudi drugim. Pač ni namenjena samo veganom, ampak tudi tistim, ki bi mogoče za zajtrk zaužili kaj bolj zdravega. Pač ker ni konzervansov, ni ne vem koliko količine sladkorja, tako da ja, sem pač s tem začela. Ja, v bistvu sva se z sestro povezali, ki uči jogo in imava v različnih krajih po obali zjutraj jogo in zajtrk. Joga je ob 7 zjutraj in pač po vadbi imamo tudi zdrav zajtrk, je pač granola, ki jo spečem, mašina granola. Sem pridejo pač vsi ljudje, niso samo vegani in do zdaj so bili še vsi navdušeni. Granolo ponudimo z rastlinskim mlekom, ponavadi riževim ali pa različnim smutijem za tistim, ki pač jim riževo mleko ni všeč. Ne. Tako kot pri mesu, pač ko ga ne vidim več kot hrano, vidim to žival, tudi z mlekom in jajci vidim neko trpljenje, pač jaz tega res ne potrebujem. Ni da bo moje življenje boljše, če bom to zaužila, ampak bolj bo to, da bom imela slabo vest, zato ker z mojim početjem počnem nekaj slabega za živali in imam preveč rada živali, da bi kaj takega počela, tako da ne bi bila več vegetarijanka. Predvsem za mojo granolo, ki jo pakiram v okolju prijazne steklene kozarčke. Tudi spodbujam recikliranje, tako da ob naslednjem nakupu, če pač prinesete kozarček nazaj, dam tudi popust, 1 evro. Trudim se pač čim manj plastike in tudi s tem, kar bom zaslužila, en del te granole bo šel za eno organizacijo, ki skrbi za okolje, pač zato, ker to je okolje, v katerem živimo, za njega moramo skrbeti, tako da mislim, da je to en začetek. Mislim, pač moji prijatelji me podpirajo, ko potujem, kar sem spoznala ljudi, noben ni začuden, pač mogoče vprašajo, kaj pa ješ ali kaj takega, ampak vsi podpirajo, ni nič takega. Pač res, ko sem še delala v Sloveniji, v različnih službah, so vedno me pač zafrkavali in če bom jedla meso in da pač naj pojem, da bom močna in tako, pač, ampak to se mi res že dolgo ni zgodilo. Tudi pač povem, da jaz mesa ne potrebujem in tudi jih ne skušam napadati, ker se mi zdi, če napadam nazaj, da pač bo še hujše, ker pol itak izpademo jezni vegani, ki silijo svoje mnenje in napadajo vse. Pač takšna nisem, pač povem, kaj si jaz mislim, povem, da je
pač iz tega ne rabimo v svojem življenju, da je moje življenje boljše, če si pa oni pač to želijo še naprej jaz, pač ozaveščam, ampak ja, itak si želim, da en dan bi bili vsi vegani, ampak pač to še nekaj časa ne bo tako. Inspirala sporočila vsem ljudem, da začnejo razmišljati svojo glavo, da pač ne poslušajo vsega, kar slišimo v medijih, preberemo na Facebooku, kar nas naučijo, ko smo majhni. Ampak da začnejo razmišljati o svojih odločitvah, zakaj jih sprejemajo takšne, kot so, in če s svojimi dejanji res delajo nekaj, kar je najboljše za njih in za druge. In da ne pozabim, jejte granolo! Se ne prehranjuje raznoliko, ampak da ti pa pač to delaš. Okay. Ja. Lahko je reč, ne? Pridi tukaj in povej. Sem posnel, ti samo vstop, ker je pa vmes celo. Vsi smo se prej pogovarjali v avtu, pa si čisto lepo. Si rekla, da damo njen glas, da ona govori. Zdaj,